Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo spet govorili o podzavesti. Lejte, jaz sem prepričana, da je zdajle čas, ko je res čas, da počistimo vso nesnago, kar jo vlačimo za sabo. In dejstvo je, da jaz mislim, da Slovenija je specifična, ker vsaka družina ima kakšno štalo. Lejte, ne poznam družine, ki bi pa rekla, tukaj pa res nimajo nič. Tam, kjer zgleda na prvi pogled, da so srečna družina, ko mečkam bolj spoznaš, vidiš, da imajo mogoče še več za skidati kot pa vsi ostali. Tako da v glavnem, jaz mislim, da smo tukaj na kupu ljudje, ki imamo kar precej za narediti. Danes sem se dobila z Tino Šnudrl, jaz upam, da sem prav razložila, povedala njeno ime. Ona je narisala mandale za novo knjigo in je narisala 12 mandal, ki jih bojo krasile poleg nadangelov. Tako res nekaj neverjetnega je nastalo. Poleg Tine Skaze, ki je pa dejansko naslikala naslovnico in naslovnice vseh poglavij, 7 poglavij v novi knjigi, ko imajo duše žur. Tako da, lejte, knjiga je energetska. No, ampak dejstvo je, da to, kar opažam, da naša Slovenija, da imamo velik gemišt vsega. Dejansko imamo kar precej za počistiti. Tisti, ki berete knjigo, recimo knjige Joe Dispenza, recimo Postanite brezmejni, noter so meditacije, kako v bistvu dvigaš energijo po čakrah. Dejstvo je, da danes sem s Tino govorila o tem, je rekla, veš, ljudem ne potegne. Jaz vsakič znova doživljam wow efekt, ampak ljudem ne potegne to. In zakaj? Ne more nekdo aktivirati kronske čakre, če ima vsa orodja. Samo zaradi tega, ker imamo mi v Sloveniji dejansko tako obremenjene prve 3 čakre, da ne moreš ti iti razvijati kronske čakre, če ne počistiš najprej temelja. No in temelj povezan s 1., 2. in 3. čakro, to so prepričanja, kot so obsojanje. Obsojanje, se pravi, je treba obsojati vse, ki delajo drugače. Se pravi, so vsi tisti, ki jejo meso, slabi. So vsi tisti, ki hodijo v cerkev, slabi. So vsi tisti, ki niso ta prave vere, slabi. In tako naprej. Ali pa recimo, zadnje čase se z mnogimi ženskami, ko se pogovarjam, dejansko preizkušamo najprej, ko vidimo, da se štrikajo te osebni odnosi, podzavestni program, sovražim vse moške. In poglejte, ženska, ki sovraži vse moške, dejstvo je, da na tem njenem jumbo plakatu dobesedno piše, no nimam nobenega praznega lista, ampak takole gor piše, če je kje kakšen moški, ki je cepec, jaz sem ta, ki ga iščem. Ker ona želi uresničiti ali pa izkusiti podzavestni program, vsi moški ali pa sovražimo vse moške. Ali pa, zdaj preverjajte vi z mišičnim testom, vsi moški so nesposobni, vsi moški prenesejo okrog ženske, vsi moški ženske izkoristijo. In to vse piše na tem vašem jumbo plakatu in vi hodite z oglasno desko, če je kje kakšen, ki ustreza temu opisu, jaz sem ta, ki iščem, da bom lahko pozdravila moje rane. Zadnjič sem govorila z eno gospo in je rekla, da sta se najdla s partnerjem in da ona čuti, da sta se najdla zato, da bosta pomagala eden drugemu pozdraviti rane. In njena rana so otroci. V večjih življenjih je izgubila otroke, v večjih življenjih je bila brez otrok in dejstvo je, da lejte, v tem življenju se je rodila kot napaka. Se pravi, ženska je napaka. Niso bili veseli deklice. Nekoč mi je ena gospa govorila, da njena mama, ko se je ona rodila, je en teden skupaj jokala, ker ni bil fantek. Zdaj pomislite, da mama joka od tega, ker se ni rodil fantek, kako zaznamuje to žensko,
da je ona tista, ki je napaka. In potem s to napako živi celo življenje. Nekako z mamo ne more steči energija, enostavno ne gre. Po drugi strani pa podzavestni program, ki je nisem dovolj, ker nikdar ne boš dovolj, to je temelj. Ti si ženskega spola, mogla bi biti fantek. Glejte, to je temelj. In kako bo taka ženska žarela kot ženska, če ima temelj, da je napaka. Zato je tako pomembno. Potrebno je ozavestiti, kaj imamo za počistiti. Potrebno je dekodirati, zato delajte zdravilno molitev dekodiranja, CD, aktivacija svete kode v srcu posameznika, oziroma dobite na internetu vse, kar potrebujete. Sem dala meditacijo za dekodiranje na internet. Danes sem govorila z eno gospo in je rekla, da ona ve, da ima težave in da ne razume, zakaj toliko gorja se zgrinja na njo. In sem rekla, če je že začela delati to meditacijo, je rekla, joj, ne še. Glejte, jaz drugih ne morem kidati njihovega dreka. Vsak ima svoje. To so pa orodja, ki pomagajo pri tem, da človek začne čistiti svojo podzavest. Ker, glejte, eno je, da mi ozavestimo, kaj je narobe, druga zadeva pa je, eno je, da ozavestim, da imam bolečino, ampak druga zadeva pa je, kako zdaj jaz to rano zacelim. In vemo, da če prilivam še več, soli na rano, da bo vedno bolj cvetela rana. Pomembno je, da jo ščistim in da jo zakrpam. In ta obliž čez naše čustvene rane je odpuščanje, je ljubezen in je meditacija za dekodiranje podzavestnih vzorcev. Dokler tega ne počistimo, ne moramo iti naprej. Zdaj, zakaj govorim, da ta meditacija za čiščenje podzavestnih vzorcev je tako močna? Jaz sama sem sprobala zdravilni kodeks in z zdravilnim kodeksom sem delala približno leto, 2 leti, nekaj takega. V 2 letih sem prišla do zaključka, da nisem prišla skoraj nikamor. Dejstvo je, da zdravilni kodeks je orodje, ki deluje tako kot v kameni dobi, da bi delal na roke ogenj. Nikamor ne prideš. Ogromno truda za eno težavo. In ko sem sama preiskvala, ali pa raziskvala, odkrivala moje programe, ki sem jih prenesla samo kot duša, programe, ki sem jih dobila potom dediščine moje družine, se pravi po ženski liniji ženske predelujemo, po moški liniji moški predelujejo. In na koncev, ker sem se rodila v Sloveniji, imamo tukaj še slovensko karmo, slovenske programe, kot je to, boljše biti v varnem gnezdu, ne si upati, kdor štrli ven je ob glavo, smo mečkani, treba potrpeti in tako naprej. In to je spet povezano s prvo čakro, s temelji in, glejte, kakor smo mi kot narod pridni, po drugi strani si ne upamo izstopati. In je čas, da to počistimo. Čas je, da zažarimo. Vse to, mi imamo vse v sebi, samo imamo pa tudi prepričanje, da smo majhni. In zato, glejte, ko sem začela vse to čistiti pri sebi, z zdravilnim kodeksom in sem videla, da nisem nikamor prišla, sem potem pogruntala, mi je bila dana meditacija za dekodiranje podzavestnih vzorcev in tukaj deluje na klik. Dobesedno na klik, ena težava, druga težava, ta tretja težava. Dejansko to so podzavestni vzorci. Zdaj pa pomislite. Tudi danes sem govorila z eno gospo, v enem od prejšnjih videov sem govorila o tem, da kdor ne zmore zaživeti svoje poslanstvo, da imam po vsej verjetnosti v svoji podzavesti potrebo imam potem po suženstvu. Se pravi, kot da si želiš biti sužen, tlačan, tistmu, da boš nekomu služil, pokorana. In to je program, ki ga ne potrebujemo. Zato dejstvo je počiste. In naslednja stvar je pomembno, to pa je zdravilnega kodeksa, da usmerimo energijo v zdravilne točke, ki jih imamo, s tem aktiviramo tako hipofizo, ščitnico,
nadledvični žlezi, ki sta povezani s stresom, epifizo in v bistvu to je sistem čaker oziroma hormonskih centrov, ki delujejo na to, da dobesedno sporočila grejo preko možganskega debla na vsako celico ali pa vsako celico našega telesa in se naredi briši in vzpostavi nov program. No, seveda, ta tretji korak, ko gremo čez te zdravilne središča, pa je, da usmerimo energijo v to, da naslikamo, kam pa želimo iti. Naši možgani ne vejo, nimajo nobene razlike, ne čutijo ob tem, če mi premlevamo svojo preteklost ali pa da premlevamo svojo bodočnost. In več čustev, kot je vpletenih v to naše premlevanje, bolj sigurno se to zgodi. Zadnjič mi je ena gospa rekla, ja, veš, Minka, ti imaš tako moč. Vsi jo imamo v sebi. In dejstvo je, da mi lahko si zamislimo karkoli. Glejte, ko jaz počistim, meni ne pripada, ne vem, sreča, meni ne pripada denar, na koncu koncev, vedno sem v kreditih, to je vse povezano s prvo čakro, in usmeram svojo energijo v to in si predstavljam svoje življenje, kako z lahkoto plačam položnice, kako si lahko privoščim določene stvari, ki krasijo oziroma razveseljujejo mojo dušo. To pomeni, da jaz usmerjam energijo v želeni rezultat. Zdaj, če bom jaz v to mojo vizijo vključila, mogoče še moje drage, in da bom videla, ne vem, kako sem jaz recimo z mojimi hčerkami zadovoljna in kaj delamo skupaj, to je zdaj v bistvu moji najožji člani ta trenutek, to pomeni, da jaz v bistvu s tem slikam in usmerjam, kam želim, da gre moje življenje. Če pa vsakič znova poveličujem tega, da kako je bilo, pa smo bile same, pa so bile bolne, pa je bilo to, pa sem bila brez denarja, moji možgani ne morejo razlikovati med tem, kar je slikam v bodočnosti, kar si želim, ali pa ko premlevam to, česa ni, kako trpimo, kako je to, vedno več energije gre v to in vedno več tega bom dobivala na ekranu svojega življenja. Ker dobesedno naša višja duša je tako kot ta dobri duh, ali recimo pri Aladinu duh, ko reče za vsako stvar, kar Aladin reče, tvoja želja je zame ukaz. In mi rečemo, ja, veš, kako je to bolan, pa mene to boli, pa ono boli. Ne reče, ok, hoče bolezen, tvoja želja je zame ukaz. In je čas, da plačamo položnice in razmišljamo, pa nimam denarja, pa ne morem. Tvoja želja je zame ukaz. Izvoli. In dobimo. Ker lejte, tega nas ni nihče učil, kako slikati svojo bodočnost. In vsi vemo, v Sloveniji obstaja pogovor, kdor visoko leta, nizko pade. Se pravi, ne si želeti, zato ker nizko padeš. In vem, da sem večkrat povedala, ampak kdor visoko leta, lahko visoko pristane. Ali pa še višje pristane. Tega nas niso naučili. In to je nekaj, kar se zdaj učimo mi. Dovolite si sanjati. Dovolite, tista drobna želja, da je kot droben ogenček, ki začnete negovati to in razmišljate, kaj pa če? Ko se bo to zgodilo, kako bo dobro? Razmišljate, glejte, tudi korone bo enkrat konec, razmišljate, kaj boste ustvarili. Začnite razmišljati, kaj s svojim talentom lahko dodate svetu. Kako boste vi okrasili, obogatili, dodali vrednost svetu. In verjemite mi, to vas bo nahranilo. To vas bo nahranilo, zato ker ko mi strastjo dodajamo svetu, zakon setve in žetve, zakon izravnave obstajata. Se pravi, če daš, se obogateno vrne nazaj. Samo počakati je treba. Zato dajte dajati dobro, ker se bo dobro vračalo v izobilju. Lahko pa ravno nasprotno, ampak je škoda vašega življenja, ker to se mi učimo v tem življenju, da se naučimo tega, da naša misel ustvarja. Več, ko imamo čustvenega potenciala zadaj, večjo moč imamo pri tej kreaciji.
Naredite to, glejte, ker imate v sebi vso moč. A gremo, eno sporočilo, Ošo Zeng Tarot, da vidimo sporočilo za vas ta trenutek, kar je pomembno. Odlašanje. Ta karta mi je všeč. Poglejte, kaj vse govori. Vidite tisto pred sabo, kar si želite, ampak vaš svet je črno-bel. Imate zaporniško pižamo, ki sicer majčkeno se obarva vsake toliko časa od tega, kar si vi želite, ampak načeloma vaš svet ni lep. In to je tisto odlašanje. Tako kot zadnjič, ko je en gospod, ko sva govorila, ki je bil pri meni, sem rekla, samo še razširiti je treba krila in poleteti in vse bo prišlo. Rekel, ampak jaz vam varnost, ja, to je pa varnost preživeti. In dejstvo je, ko se človek upa prepustiti, vesolje ga podpre. A gremo še na eno karto? Mojster, govoril sem. Ošo, govoril sem. Povezan si z resnico, s kronsko čakro. Dovolj, da se zgodi. To je tisto pika na konc, nič več ni za dodat. Dejstvo je, da vsak izmed nas ima v sebi moč. Naredite in dejte sleči že to zaporniško pižamo in se oblečite v barve, tiste, ki vas navdihnejo. Ste videli, življenje je lepo, res je lepo. Zaupajte, da vam lahko da vse tisto, kar vam po božanskem načrtu pripada. Uživajte, imejte se radi in življenje vam bo v enaki meri vračalo nazaj.